A sem ful svetem, ne. Nimam Mislim, na ustih, da ti se od vsega svetiš, ne od Ja. lip-glossa. Zdaj Od po lajfa 40. Sedel sem na kavi z urednico najbolj rumenega časopisa 233 let nazaj, in mi je rekla: "Enega bomo zdaj naredili, pol ga bomo pa zrušili. Časopise bomo prodajali takrat, ko ga bomo delali, pa časopise bomo prodajali takrat, ko ga bomo zrušili." Naredili so ga, 233 let kasneje pa še vedno tukaj. Damjan, dobrodošel. Živjo, živjo in hvala za povabilo. Meni se zdiš nekaj posebenega tudi zaradi tega, ker se zdi, da si kaj en teflon. Ja, se me ne da kar znebiti, ne. A ne da? Herpes, a veš, ko ga enkrat fašeš, Herpes je je rekel. zelo težko se ga znebiti. Ampak a si imel občutek, na začetku, da si lahko muha enodnevnica oziroma da si lahko nekdo, ke se ga da narediti toliko, da je zanimiv in se potem naslaja in hrani, ko se ga ruši? A si kdaj čutil sebe tako? Sebe ne, jaz sem imel jasno vizijo, jasen cilj pred sabo, kako kako voziti slalom med količki, da uspešno pripelješ do cilja. Na srečo mi je to uspelo. Je pa seveda bil ta produkt, Murko, sprožen na način, danes si, jutri te ni. Dajmo ga ustvariti, za isto ihto ga potem odvržemo. Tako kot si lepo prej povedal, moje naslovnice so se v tistem času ne samo dobro, ampak izjemno dobro prodajale. Še danes sem po 25 letih najbolj klikana medijska osebnost v Sloveniji. In nekako jaz sebe nikoli nisem čutil kot produkt nečesa, kar bomo ustvarili, pa čez 2 leti odvrgli, ker rabimo nove intrigantne osebnosti, se to je jasno. Očitno se je ta moj čas kar podaljšal. Je pa res, da je nevarnost, normalno, prenasičenosti velika. Jaz sem bil res kar v tistem obdobju na začetku kar povsod, pa kar preveč se mi je že zdelo. Tudi publika je že bila malo naveličana in je fino, da sem se tudi sam umaknil. Ampak ne za dolgo. Ampak Damjan, o kakšni publiki govoriva, ne? Jaz absolutno te spoštujem v tem smislu, kaj si naredil oziroma da ostajaš tukaj, ampak ne, tudi sam se pohezaš in rečeš, Ja. ne, saj me niste sem povabili glih zato, ker bi Zdravljico najlepšo od tega, ne. res je. Ampak kako, a je to ozadje vendarle, a veš, ne vem, jaz se spomnim, sva delala enega prvih intervjujev, a je ozadje en zelo bister fant, ki razume, da smo padli na to foro in kupili to foro, ali je ozadje en zelo nebister fant, ki ne razume, kako se te stvari vrtijo, pa je slučajno ratalo? Jaz sem zelo apeliral na to drugo stvar, se pravi, da bi ljudje o meni mislili, da nisem tako zelo moder, da je vse skupaj ni plansko narejeno, da publika se je sicer posmehovala, seveda, in nisem nič od tega. Danes se smejimo, ampak manjka od tega, jaz rečem, a ne. Takole je. Seveda je bilo plansko narejeno, seveda je bilo z veliko iniciative je prišlo seveda tudi iz strani rumenega tiska, priznam, ampak mi ni žal, ker to je pravzaprav ena popotnica oziroma stopnička, da toliko gnoja, koliko sem ga jaz videl na sceni, ne vem, če ga kdo je. In sem vztrajal. Seveda je prišlo do načrtnega sesuvanja. Kaj misliš, ko rečeš gnoj? Kaj misliš, ko rečeš gnoj? Vsi ti komentarji, ki se me mogoče niti niso toliko zelo dotaknili, kot so se dotaknile moje družine. Govorim, dobro, tudi o ženi, ampak v prvi vrsti seveda mama, babica. To so ljudje, s katerimi sem jaz odraščal, kateri so mi dali vse na svetu in jih je 100-krat bolj prizadelo kot mene. Jaz sem vedel, da je to del posla, vsaj tako sem domneval vse stvari, ki so se takrat dogajale. Niso pa bile lahke in nikoli si tudi, mogoče sem jaz imel v sebi željo živeti enkrat od glasbe. In zdaj te jaz vprašam, kako je uspelo nekomu, ki pravzaprav nima niti predispozicij za to, da zna peti, nekomu uspelo, da živi samo in zgolj od glasbe, prav tako njegova družina in ima pravzaprav večmilijonske oglede čisto vsake pesmi, ki jo izda. No, ampak kdaj greva tja? Se pravi, ti veš, da nisi najbolj optimalen. Si pa pripravljen delati, si pripravljen goreti, si pripravljen vlagati svoj čas in
energijo v to, da vendarle nekaj daš ven, ljudje Sigurno. pa to sprejmemo tako, kot ti praviš, z milijonskimi ogledi. Tako. Zdaj, mislim, jaz tudi, ko smo izdali moj največji hit Srečen, ker sem moški, prvi največji hit, je rekla Saška, poslušaj, midva morava snemati to stavek po stavek, saj po kitice sploh ne gre. Ampak sem jaz rekel, prepusti to meni, ti, vem, da boš seveda skupaj z Miha Hercegom naredila super komad, jaz bom pa že s tem Srečen, ker sem moški, dovolj sprovociral, ker jaz sem bil definicija ne moškega, seveda, da se razumemo, ne, to krzno, to, s čim sem znal provocirati in tako naprej, sem jaz vedel, da bom to zadevo lahko lansiral med ljudi, da bodo šli mimo, pogledali, ampak čustva bom popustil, kakršnakoli že. Vsak pa bo pogledal. In to mi je že takrat ratalo. Da se vrnem na začetek tvojega vprašanja, jaz bi rekel takole, da popolnoma butas nisem, da določene stvari sem naredil plansko, da lahko 25 let, kljub temu, da so me in še zdaj me želijo določeni ljudje pač ne videti, je pa res, da se tudi generacijsko se je zelo zamenjal, ne, se pravi, osnovna šola poje moje pesmi in starejši do 80 ali čez. To Pa pomeni, vsi znamo. pa ne. vsi znate, tako. Ja, ali Marcino, ali ne, Srečen, ker sem moški. Vprašanje moškosti. Ne? A si imel issue, ne? Mi smo gledali tvoj zakon, tvojo poroko, tvoj zakon na očeh javnosti, mi smo gledali. Sej to tudi Rojstvo noben ni verjel, tvojega da se bo sina. obdržala, ne? Pa Ja, da je zares ja. pravzaprav. Ne? Ja, ne? Zdaj pa skoraj 18 let od tega. No, vidiš, ampak da mi razloži, ne, kako balansirati to zgodbo. Jaz razumem, nekdo reče, pač živim tak življenje, ti si se pa skozi, kot da bi za nalaž hodil Ja. po tej meji, ne. Ja, še danes bi, ker jaz sem mal rojen provokator, ampak delam to tako, nikoli ne prestopim meje. In zelo pustim ljudi v dvomih, zelo se rad igram, všeč mi je, da to igro zmagujem. Je pa kdaj ta spoštljiv odnos, ki sem se ga jaz zgradil najprej z mediji, to moram poudariti. Zmeraj se poiščemo, ko se potrebujemo, oni mene ali pa jaz njih, pa tudi s publiko oziroma ljudmi. Zelo brez lažne skromnosti lahko rečem, pa čisto iskreno, da sem potreboval recimo 10 let ali 12 let, da so me jemali vsaj malo resno. Vsaj malo resno. Najbolj resno so me pa začeli jemati takrat, ko sem astronomsko zvišal honorar. No, jaz sem zadnjič bil v eni družbi, kjer so si te zaželele dekleta za surprise gesta na 41. In bolj, ko ste se trudili najti urnik oziroma termin, kam bi lahko tebe dal, ste tukaj imeli že težave, pa tvoja cena je bila res visoka. A ne? In potem, ko se je to vendarle zgodilo, so pa rekli, da je to bil najbolj vložen denar na tisti zabavi, ker si poskrbel za vse. In zanimivo tudi tiste, ki so mogoče a priori imeli issue s tem, ne, kaj bo zdaj Murko tukaj počel oziroma na kakšen način. Zakaj misliš, da smo mi na en način navdušeni nad idejo, da bomo, ne vem, Mani za njenih 30 let, a že 30, ni še, povabili Damjana, na drugi strani pa to pol povezujemo z nekim smehom, z neko... Ja, Kaj ti seveda. daš poleg petja? Jaz seveda zapojem svoje največje hite, ker jih pač moram in publika poje z mano, ampak če ti hočeš pevca, poklič plestenjaka. Če pa ti želiš zabavo. A da vam mogoče malo širši aspekt? Ja. Koga ti vidiš za pevca? Se pravi plestenjaka? Ja, to sem se zdaj tako spomnil. Okay. Drugače imam zelo rad, seveda, Nino Pušlar, moram Okej. povedati, ona je carica. Še in še bi lahko našteval seveda pevcev, od Ampak Derende do Malo te Helre. boli, da bi še kakšnega omenil. a ne? Si Ja, šel kar- zdaj sem jaz si tle, šel ne kar bom na zdaj delal punce. reklamo še za koga. Ni Si placa. začutil, ne? Ni placa. Se nekoga Um, Ne, imamo kupico dobrih pevcev, ne? In tudi novi se rojevajo, ampak mašinerija je takšna, da se zelo težko uveljavijo ali pa razvijajo do te mere, ne? Da jih publika vzame za svojo. Skratka, kaj je pri meni drugače? Težko rečem, jaz pač zmeraj rečem, to morate doživeti.
A ne? Ker imajo seveda glasbeni del in ta moj stand-up, ki pa ne prihaja iz naučenega teksta, ampak samo in zgolj iz inspiracije, kako se publika name odziva. In včasih sem sebe preseneten, koliko hitro mi dela to, da je to pravzaprav včasih po poroki, ne? Jaz rečem, veš, kako je bilo vse ostalo za nič, če se samo to govori, da je Murko pel na poroki, ne? Pač to si res ljudje najbolj zapomnijo. In jaz dam včasih tudi na vikend po 6-7 nastopov in dam res vse od sebe, kot da sem prvič ali zadnjič na odru. In jaz mislim, da publika to dejansko čuti. Prej si omenil Nino, pa Nušo, pa seveda ne moramo mimo gospe Helene. Ja. Ene in edine. Meni se včasih zdi, da gledam tvojo mimiko, ko te opazujem, kako premikaš roke, včasih kakšen ton, kako intonančno izgovoriš kakšno besedo. Pismo ne morem, da ne bi malo Helene videl tebi. A je to slučajno? Mislim slučajno, meni je Helena všeč že od majčkega. Jaz se vedno, ko sem bil majhen mulc, smo že poslušali Heleno, pa sem, ne vem, gledal vse njene oddaje oziroma kaj gostovala na oddajah in tako naprej. Mislim, da zdaj jaz rečem, da mi pač ni všeč, pa da mi ni bila nek vzor, bi lagal. In če je tebi nekdo mogoče res všeč, jaz se trudim, da ne, ampak se pač to vidi, ne, na določenem razmišljanju, na mogoče določenih gestah. Tega ne delam namenoma, ampak se kdaj pa kdaj tudi sam zalotim, pa se potem poskušam popraviti, ker jaz sem Murko, ne Helena. Ne. Te to moti? Ne, verjamem pa, da njo moti. A res? A je to bila kdaj debata na to temo? Sta uspela kdaj? Meni osebno ni nikoli nič rekla, tudi ko sva se srečala, je bila zmeraj prijazna. Nikoli nisva o tem diskutirali. Ne pijeta pa kave. Ne pijeva pa kave. A bi si želel? Mogoče pred leti malo bolj, zdaj pa ne več. Da si Murko. Ja. Okay. Damjan, ambicija v tem smislu, kaj lahko. A ti danes vidiš ta korak naprej, kaj še lahko oziroma kaj bi si želel? Rekel si, da se zdaj pripravljaš za snemanje Koledarja, ki je zdaj že tradicionalen. Kaj bi rekel, kam te pelje pot? A veš, da tudi zdaj, ko si omenil Koledar, se takole zalotim, da se mi pa več ne da, recimo tega, ne? Ampak je to enostavno publika, rdeča nit Murka mora ostati. Jaz se ne moram zdaj vršiti v nekaj lepe razpete balade, ker jaz mislim, da to ne pije vode. Da Murko je en imidž. In ta imidž in to rdečo nit moram jaz skozi zmeraj peljati in, kot sva rekla, ljudi puščati v takšnih dvomih, da se še zmeraj malo nasmejijo, ampak še zmeraj te jemljajo dokaj resno in spoštljivo. Ampak to ni bilo od danes do jutri. Da sem jaz pridobil spoštovanje od ljudi. 13 let zagotovo. Kaj pa spoštovanje kolegov? Se je zelo spremenilo. A res, da mi razložiš, kako si to videl na začetku, pa kako je danes? Izjemno. Jaz zdaj seveda ne bom o imenih, ampak ljudje pristopajo, čestitajo, se tudi fotografirajo in nimajo popolnoma nič proti, če ta fotografija konča na Instagramu ali pa v medijih, recimo. Pred leti bi se raje odrezali glavo, kot pa da bi kakršnokoli povezavi z Damjanom Murkom bili omenjeni, kaj šele na fotografiji, recimo. Misliš, da je drugače? Jaz mislim, da sem se obdržal. Samo to. In da je to so bile včasih res, bova rekla, velike zvezde. Pa ne samo včasih, še danes delajo in so zelo, zelo zelo priznani glasbeniki, recimo. Določeni glasbeniki pa imajo resno težavo s tem, da jim, bova rekla v narekovaju, odžiram kruh. Ampak jaz se nimam za resnega glasbenika, nimam se za najboljšega pevca, imam predispozicije, ker sem se v teh letih že malo razvil, hvala Bogu. Nikakor pa ne morem jaz vplivati na to, koga si publika zaželi. A ne? Če sem le dost do sebe iskren, to, kar tudi moj producent Miha Hercog večkrat poudari, da pa imam res največ nastopov od vseh glasbenikov, če lahko tako rečem. Ampak zato nisem kriv jaz, mislim, seveda sem vesel, a ne?
ampak tudi tisti, ki pa polnijo vse športne dvorane v Sloveniji, jaz lahko samo rečem čestitam. Nisem zdaj zavisten, zato ker jih pa jaz recimo ne. Me pa še čaka to. A res misliš, da imaš lahko tudi tako ambicijo po tem, da bo dvorana prišla poslušati tvoje pesmi, ali bova tudi tam večino časa dala stand-upu? Ja, jaz bi mogoče to vključil. Se pravi, ne, jaz ne morem reči, da bi pa sam koncert. Da bi malo vključil, ampak zdaj, če napolnim eno veselico za 3000 ljudmi, pa pravzaprav pridejo žurat, ne vem, zakaj potem mogoče teh 3000 ali pa 3,5 ljudi ne bi spravili v neko dvorano. Ne? Jaz nisem koncertni izvajalec, jaz sem za šov. In zakaj pa ne bi šel delali še na kakšni drugi lokaciji? Damjan, tvojo soprogo včasih si mi je zdel, da si tako zelo preveč pozoren, ne, na to, kakšno mesto ima, kako zelo si pozoren tudi, ko se ti nekje pojaviš, da ima ona svoje mesto. Kaj bi rekel, kaj je tista rdeča nit, ki vaju dva povezuje? Ona mora imeti kaj, veliko mero potrpljenja, razumevanja, neljubosumnosti, kako se ti zdi? Včasih bova rekla, je težko živeti z Damjanom Murkom. Je, priznam. Tudi tebi ali sam drugim? Ne, jaz mislim, da je to prej prednost. Da sem Damjan Murko je prej prednost, sicer kak dan imam, ampak načeloma se mi zdi, da sem se kar dobro znašel v tej vlogi, pa tudi v svoji koži. Zdaj ravno ne pozabim, da sem tle, ker sem, želim pa recimo in žena in otrok in tako naprej, tudi sina, se oba zavedata, da sem javna osebnost, da je naše življenje mogoče vseeno malo drugačno. Ampak te vprašanja, zakaj pa recimo mi ne gremo na javno kopališče v Sloveniji, zakaj pa greš nikoli z mano na bazen, ali pa zakaj recimo z mano ne igraš košarke ali pa fuzbala, ne? To, kar drugi očetje počnejo. Fuzbal bi lahko igral. Ne, če ga ne znam. Okay. Fuzbal bi lahko. Odgovorim, zakaj na javno kopališče misliš, da ta svoj status v bistvu vzdržuješ tudi na ta način, da ne greš na javno kopališče? Ja, seveda, mislim, malo je neprijetno, kakorkoli obrnem, no, pa ne zdaj, mislim, meni je neprijetno, ne, pa tudi dejansko ni miru, se to vse javne osebnosti lahko povejo, ne, da zdaj jaz imam predsodke zaradi tega, seveda, ampak enostavno, ko sem jaz s familijo, takrat, dejte me vsaj takrat pustiti pri miru, seveda, ko sem pa na odru, sem pod publika, to je pa jasno. Nimam pa težav s tem, da me ustavljajo, seveda, ne, da se fotografiram, avtogram, nimam težav s tem, ampak družina je pa sveta in recimo žena je dobila en tak status, je ne izpostavljam, ne da jo skrivam, tudi sina seveda pokažem, normalno, ker sem ponosen starš, ampak ne dajem ga pa v videospote in tako naprej. Ne. Zelo pa je bil vesel zdaj na zadnjem koncertu, ko sem ga povabil na oder in sva skupaj zapela Mrcino in je zelo je ponosen, da je sin Damjana Murka. Bravo. Kaj se ti zdi, da je formula za uspeh neke zakonske sreče, ali pa kaj bi rekel, da je vama pomagalo, ali pa kaj je začimba vajnega odnosa? Kompromisi, ampak večni kompromisi. To pa je možno, da jih sam Maja dela, ali jih tudi ti delaš? Ne, tudi jaz. Zdi se mi, da en drugega, živeti en z drugim, ne eden mimo drugega. In seveda povsod sokrivuje. In velikokrat pride tudi do tega, da se vprašaš, kako naprej. Ampak midva imava en tak zelo posebno sporočilo eden do drugega, da nikoli ne zaspiva skregana. Ne glede na to, kaj se zgodi, pa jaz zjutraj še včasih malo trmo vlečem, ampak tako, kot je vsako jutro, zdaj že skoraj 20 let pripravljen zajtrk na mizi, ko se zbudimo ob 10, vem, da je to. Pač zmeri zakopljeva bojno sikiro. Da bi pa midva, recimo, se ne spomnim, da bi 2 dni bila tišina. Tudi včasih so malo težje besede, ampak ni pa tišine. Kaj razumeš kot težje besede? Jaz prevečkrat znorim, to priznam. Prevečkrat imam rad vse pod nadzorom, prevečkrat želim, da je vse 100%, ampak ni, ker smo samo ljudje. Ona je pa
Ona se tudi oglaša na telefon, ne, je moja tajnica, recimo. Ampak to je pa to, a ne, kar jaz A od nisi nje pa nikoli pričakujem. mislil, da je to tudi njen obrambni mehanizem, da je ona toliko vpletena v ta tvoj projekt, da na ta način vendarle nadzira situacijo? Ja, saj meni je prav, da je tako blizu, ne, pa tudi za mnenje jo seveda vprašam, pa pokažem fotografije, zdaj recimo od koledarja, ne, če se ji zdi kaj preveč, ker vseeno, moj sin je zdaj 8. razred, a ne, je treba malo pogledati, kaj je mogoče tudi njemu prav, ampak njemu je to vse zabavno. Njegovi sošolci, cela šola, recimo, ko pridem na sestanek, tudi se pridejo fotografirati pa to, ampak to pa zavrnem, ker tam sem jaz kot oče. Ker se pa bomo srečali kadarkoli na ulici ali pa na nastopu, pa z velikim veseljem. In to zelo, to družinsko življenje, a ne, mož, oče in javno osebnost zelo ločujem in zdi se mi zelo, zelo prav. Zelo prav. Zanimivo mi je razmišljati to, ne, da v šoli zavzameš tako pozicijo. On ni imel nobenih težav, da Nikoli. nikoli zaradi tega, ker si ti Po mojem, ne zaradi tega, ker prvič se je znal postaviti sam zase, on je vedel, kdo je njegov oče. Živi s tem. To mu je pravzaprav en čist normalen poklic, ki ga opravlja njegov oče. Je pa tudi res, da se je ravno ta razkol med posmehovanjem pa med spoštovanjem takrat zelo spremenil, ko je on začel hoditi v osnovno šolo. Ta pesem Ponosen, ker sem moški, Srečen, ker sem moški, ponuja, ne, razmišljanje, ne, te dvojnosti oziroma tega. Ti zagotovo lahko rečeš, da med oboževalci nimaš samo oboževalk, ampak imaš Seveda. tudi oboževalce. Se tega tudi na neki način zavedaš? Ja. Znaš tudi te zgodbe animirati? Kako si pa postaviš mejo, če en mladenič ali pa gospod narobe razume sporočilo, kako postavljaš to mejo? A veš, ne boš verjel, da ponavadi te malo zrelejše dame prekoračijo mogoče to mejo. Ja, kar prihajajo, pa tako so zelo napadalne, če lahko temu rečem. Do določene mere seveda jaz igram, ne, in pri fantih in pri ženskah. Si me pa spomnil zdajle na eno zadevo, ki smo jo mi naredili pred leti, na to bi varianto, naslovnico revije Obrazi. In takrat, veš, da je bila tudi Maja zraven in absolutno ni imela popolnoma nič proti, da jaz še naprej igram to mojo dvojno igro. In to je del igre. To je del slovenske množične kulture, to obrekovanje, to, da ljudje veliko govorijo, da se trese gora, rodi se miš. In jaz sem zmeraj igral na to karto. Da bi se prav utepal zdaj oboževalcev ali kakorkoli, moram reči, da ne. So tudi zelo presenečeni, da na Instagramu domala vsem odpišem jaz osebno. Včasih tudi rečem, daj mi malo polajkaj moje slike, a ne, pa pravi, ja, to pa je zdaj zagotovo nekdo drug na tej strani. Ne, zakaj bi jaz kupoval svoje oglede ali pa kupoval neke stvari, če lahko imam organske ljudi, ki jim pač rečem, meni pa to veliko pomeni, da si me začel slediti, recimo, a ne. Zdaj sva videla enega slovenskega glasbenika, pa njegova sporočila. A te kdaj strah, da bomo kaj takega prebrali, tvoja zasebna sporočila ali kaj takega? Zdaj je tako, mislim, strah. Jaz ne gledam na to kot na nekaj najbolj groznega v življenju, zato ker smo vsi krvavi pod kožo. Ne bom zdaj rekel, ali kdo sem jaz, da bi sodil, naj prvi kamen vrže tisti, a ne, ki je brez greha. Takole je, zmeraj publika reče zadnjo besedo. A ne, ne glede na to, da je nekdo naredil neko napako, ne glede na to, da so se mediji na to obesili, da o tem govori cela Slovenija, še zmeraj bi lahko njegovo delo pričalo o tem, da še zmeraj je tukaj. Zdaj pa, če se je publika ob nekem določenem momentu odločila, da to več ni to, mislim, da nobeno sporočilo ne more izbrisati to, kar si ti 20 let gradil. Ampak misliš, da so za tebe, za njega, za ljudi, ki ste v medijih, drugačna pravila? Da so drugačni parametri v smislu, kaj si lahko? Ja, ljudje mislijo, da so. Ampak vsi smo čisto navadni ljudje.
z vsemi napakami, z vsemi stvarmi, ki pravzaprav stojijo za tem, da ti si javna osebnost in zdaj moraš bolj paziti. Seveda moraš paziti, ampak da pa ne živiš. Kaj pa mene briga, kaj se dogaja za 4 stenami nekoga, a ne? Pa kaj mene briga, kaj nekdo piše v svoje zasebna sporočila. Mislim, jaz absolutno nimam predsodkov s tem, tudi seveda pridejo določene stvari tudi do mene, ampak jih enostavno ignoriram, ker imam svoje življenje. Če te vprašam, kje so tvoji strahovi, kje so tvoji dvomi, kaj bi mi znal reči, kje vidiš svoj strah oziroma kje si šibkejši? Mislim, da čisto vseh strahov ne bom povedal, je pa dejstvo, da me je najbolj strah to, da ne bom eksistenčno priskrbel dovolj za moje potomce, se pravi za svojega sina. Tu pa je en strah tak, ne? In malo kupčkam, malo nepremičnine pa tako. Malo kupčkam pa malo ne. Ja, tako da 3-4 sem rekel stanovanja, potem pa lahko tudi se me bo publika znebila, šalim se, seveda bom še vedno delal. Ampak se mi zdi, da je telesno, duševno in ekonomsko mora biti človek izpopolnjen, da je lahko srečen. Mogoče mi bo zdaj to zameril, ampak tisti, ki reče, da denar ni pomemben in da ekonomska stabilnost človeku ne prinese sreče ali pa nekega zadovoljstva ali pa mogoče vsaj ene stvari, da lažje funkcioniraš v življenju, laže. A ti bi rekel, da si toliko odgovoren, da že ta trenutek to živiš, da denar, ki ga zaslužiš, res investiraš in ne, ko se reče, ne živiš na večji nogi kot... Sploh ne živim na veliki nogi. Sploh ne. Si z družino privoščimo tudi kdaj pa kdaj kaj, seveda nismo, imamo osnovno eksistenco zaradi tega, pač zaradi mojega dela in pač moja družina živi od mojega dela, a ne samo in zgolj od mojega dela. Je pa res, da sem zelo ziheraš, če lahko tako rečem. Nisem razsipen in denar izjemno spoštujem. Vem, kako sem ga pridobil, čez kaj vse sem šel, da sem danes tukaj na tej poziciji, na kateri sem. Prej smo se pogovarjali o kolegih, kako te vidijo, kako te čutijo, ne? Kako pa ti vidiš svet okoli tebe, če te vprašam, ne? Kako ti vidiš dogajanje okoli sebe? Rekel si, da se oni spreminjajo v odnosu do tebe, ampak kje pa je danes, ne vem, kako ti dojemaš glasbeno prizorišče oziroma to medijsko zgodbo, kako ti opisuješ ta svet? Medijska osebnost mora delati vse na 3 področjih, da sploh lahko preživi. In na tem pogledu je pravzaprav zvezdništvo v Sloveniji zelo pod velikim vprašajem. Koga lahko, ne? Mi zdaj vidimo pevke, ki so, ne vem, recimo gledališke igralke, potem vidimo te PR-ovce, a ne, se pravi, ki se ukvarjajo z glasbo, pa še imajo, ne vem, so influencerji, jaz se ne štejem kot influencerja. Težko je živeti, pravijo, samo od glasbe. Jaz demantiram to trditev. Jaz tega ne vidim, da bi bilo težko živeti samo in zgolj od tega. A ne? Če si pravi, če ne zaspiš na lovorikah, če te določeni napadi ne podrejo, seveda ti je hudo, ker samo idiota nič ne prizadene. Ampak da pa bi zato razmišljal, da končaš ali pa se omakneš. Spet sva tam, ne? Spet ljudje rečejo zadnjo besedo. Ampak zakaj misliš, da nisi influencer? A misliš, da če Damjan Murko na svojem Instagramu nekaj reče ali pa nekaj naredi, da to ne povzroči neke reakcije? Mislim, jaz se ne čutim poklicanega za to, da bi predal kakršnakoli sporočila preko družabnih omrežjih. Sem vesel, da lahko kdaj pa kdaj sporočim, kar se dogaja tudi v mojem zasebnem ali poslovnem življenju, absolutno. Ampak to še pa zdaleč ne pomeni, da bi pa jaz zdaj imel neke velike, ne vem, sponzorje ali pa gigante, ki bi stali za mano. Zakaj ne? A misliš, da zato, ker jih ti nočeš? Ali zato, ker oni nočejo tebe? Saj me pokličajo, pa seveda sodelujem
z nekaj njimi, ampak sodelujem že 20 let. Z istimi, ne. Zelo težko koga novega sprejmem. Delam tako, kot jaz mislim, da je prav. Ali pa recimo sponzorski avto, ne. Danes ga imajo vsi. Jaz sem ga a Ti imaš priori, pa šoferje, ne? jaz sem pa šofer, jaz pa a priori, jaz imam avto, ne rabim sponzorskega. A ne. Pač so določene zadeve, ke se ne čutim, da bi mogel reklamirati recimo neka podjetja, a ne. Se pa lahko zgodi seveda, da mi je kaj zanimivega, pa rečem, okej, dajmo sodelovati. Ampak se bolj na te moje začetke zanašam, kar pomeni, da vsi, če smo že vsi po 20 letih tukaj, to pomeni, da delamo nekaj zelo, zelo prav. In s temi še zmeraj sodelujem. In obratno, tudi oni z mano. A imaš kakšno obžalovanje, Damjan, za stvari, ki si jih naredil? Ne. A imaš kakšno obžalovanje, tega se ne bi smel iti, tega ne? Ne, kar se tiče medijske poti, definitivno ne. Mogoče bi zdaj s to pametjo naredil kaj drugače. Ampak če se je takrat izkazalo za dobro in če so bile to samo stopničke v neko lažjo dimenzijo, ker zdaj je lažje, pač priznava, ne. Mislim, da sem točno to pot, ki sem jo tlakoval, naredil do te mere. Težko, je bila težka. Je bila. Tudi če sem bil čez noč na vseh naslovnicah, to še zmeraj ni uspeh za dolgoletno napredovanje. Ne bi nič spremenil. A misliš, da je pogum ena vrednota, da je to, da si upam, pa karkoli že bo, a je to nekaj, kar je vrednota ali pa neka tvoja notranja moč? Malo je norost. No, norost, ja. Ja, malo meji na norost to vse skupaj. Veliko sem si upal. Jaz se včasih zdaj sprašujem, ko gledam nazaj, še čudno, da me niso zares pretepali, ne, pustimo to, kaj smo mi zrežirali. No, a veš, okej, dajva glih to, jaz sem to že pozabil, ja. Ja, A ne, seveda, ne, medijem bi bila ta ideja všeč, ne, tako. ampak v resnici pa to, in ti si pristal takrat na to, to si potem tudi kasneje povedal, nisva zdaj povedala nič novega, ne, ampak a ni to en nastavek, ne? Skozi hodiš po robu, skozi si dvoumen, skozi pošiljaš čudna sporočila v smislu, ne, kaj, kako, potem pa v bistvu sodeluješ zraven pri neki taki stvari. Mi se danes družbeno ukvarjamo s tem, da je agresija nekaj pač, ne, ampak ti si dobesedno izzval potencialno situacijo, ki bi se ti lahko zgodila. No, tukaj moram biti iskren, sploh nisem razmišljal o tem, ne. Zdaj seveda časi so se zelo spremenili. Verodostojnost rumenega tiska in vsega, kar zdaj vidimo na spletu, lahko močno podvomimo vse. Kar se pa tiče tistega časa, pa ker so meni to predlagali, ne, ker so me seveda drugi ljudje poklicali, jaz sem o tem videl še eno izjemno novico. In ko v tej novici poročajo tudi na poročilih, na osrednjih poročilih, takrat sem jaz sam rekel, naredil sem prav. Ampak kaj pa, če jaz takrat rečem, nekaj je šlo narobe? Nekaj je šlo narobe, da je to novica, ki je prišla na osrednja poročila. Ne vem točno, kaj je šlo narobe, vem pa, da je nisem jaz plasiral in vem, da so jo mediji sami zagrabili, in če potegnem črto, je moj namen bil spet dosežen. Meni je fascinantno, no, saj ti veš, da jaz tebe res spoštujem, ampak zdi se mi pa nenavadno in noro, da je Damjan Murko odprl piksno Coca-Cole in to je novica. Damjan Murko je rekel dober dan, pa je to novica, ampak porka duš, da skoraj vedno pa skoraj preberem, kaj je bilo s tisto Coca-Colo oziroma kaj je bilo narobe s tisto situacijo, ne. Zakaj misliš, ne, da tudi sam si prej rekel to pašteto, ne, v smislu preveč vsega, preveč, a je to tudi ena, ne? Je bilo preveč, ker se medijev ni dalo niti ustaviti takrat. A ne, jaz tudi, priznam, sem določene novice sam lansiral v medije. Kaj, na primer, da mi reče eno novico, ki si jo sam lansiral? Zakaj bi tebi bilo to potrebno ali pa pomembno? Mi je bilo zelo pomembno, ker se mi je zdelo, da vsak trač, vsaka naslovnica, ki sem jo dobil, je pripomogla k temu, da bom jaz lahko nekoč
tudi brez tega živel in preživel, samo, kot spet bova pri glasbi, samo od mojih pesmi. In to se je potem čez leta tudi pokazalo za dobro prakso. Ker takrat mi moramo vedeti, če si bil ti na naslovnici, to so prebrali vsi. To pomeni, da če si bil zanimiv, revije so se prodajale v tistih časih vroče žemljice. Če si bil ti zanimiv. In jaz sem bil. In jaz sem vedel, da bolj kot bo, lahko rečem tudi malo bizarno, ker v meni je bilo kar veliko bizarnih stvari napisanih, nekaj sem jih sam napisal, kar je bilo v mejah normale, nekaj sem jih zdaj pravkar razmišljam, hvala Bogu, zavrnil. In recimo lahko povem eno stvar, ki sem jo in mi je bila zelo zanimiva. To, da ko je moja žena rodila, ko so prvič pokazala javnosti na enega sina, so mi predlagali, da bi si sposodil popolnoma črnega, da bi potem seveda ugibali, kako je Murko neumen, da verjame, da je njegov. To je recimo ena bizarna stvar, ki sem jo pa potem zavrnil. Jaz bi rad razumel možgane tistega, ki je to predlagal. Ja. Ampak, okej. No, ampak meni se je zdelo nekaj podobnega. Se pravi, Slovenija je takrat veliko govorila o tem, da morda pa si gej, morda si pa, ne, in potem poroka. Jaz sem bolj sam pri sebi razmišljal, ne, okej, valjda ni ona sodelovala zraven za to, ne, midva zdaj toliko let, 18 let kasneje, 18 let kasneje veva drugače, ne, ampak takrat se mi je zdelo, boga reva. Ne, kaj pa zdaj mora revca tam stati, ne? Ja. In tako se mi zdi, da no, mislim se, če bi pa to naslovko videl, bi me pa po moje kap, ne, pa dobro, vendarle neki treznosti pa je v tebi. A prav razumem? Absolutno, sej, jaz sem mogoče tudi svoje zasebne dogodke takrat peljal na način, da so bili javni. In konec koncev meni se je zdelo takrat, da je recimo poroka, če govoriva o tem, tudi en lep javen dogodek in nisem videl dobene napak poteze, da ljudje, ki to želijo videti, pač pridejo pogledati. Seveda se je potem pokazalo, da ni bilo medija, ki ne bi pokrival tega dogodka. No, recimo to pa mi je zdaj, ker smo prej govorila, če mi je za kakšno stvar mogoče malo žal, mi je in me je veliko izučilo, da te zasebne dogodke še zmeraj sam, če medije zanima, seveda povem, lahko tudi kaj pošljem, ampak takrat se moji gostje definitivno niso počutili dobro, ker je bil res tak naval medijev, da ni bilo medija, ni bilo uredniške hiše, ki ne bi pokrival tega dogodka. Ti si rekel, na začetku pogovora si omenil mami pa babico, ne? Eno je žena, ki skupaj s tabo vstopa. Mami pa babi sta pa verjetno v enem momentu, ne, vendarle, saj moji so bili tako vzgojeni, da tisto, kar je v časopisu, tisto je vse res. Seveda. Ne, in tako naprej. A so to bili ljudje, ki si se posebej pogovoril, posebej usedel, pa si rekel, lej, jutri gre pa ven taka pa taka zgodba, to sicer nič ni res. Za kar sem vedel, ja. Za kar sem vedel, veliko nisem vedel. Je pa takole, jaz sem zelo držal štango ob tistih momentih moji celotni družini. Me pa nikoli ni noben vprašal, kako se počutim jaz ob vseh teh novicah, ki so bile velikokrat tudi fake. In mogel sem se počutiti dosti stabilnega in zelo trdnega, da sem sebe držal na tem mestu in bodril oziroma držal štango moji družini. Velikokrat so me vprašali, kaj ti je tega treba, ampak jaz sem toliko močno verjel v to, da bo nekoč pa nekaj ratalo. A pa da bo nekaj prav, ne? Da bo nekaj prav, tako. In da bojo recimo, jaz moram reči recimo moj dedek je bil zmeraj ponosen name. Ne glede na to, kar je bilo. Tudi če je bilo slabo, on je prav iztrgal iz časopisa ta članek, ga shranil, je rekel, čakam pa na naslov, ko bojo pisali, moj vnuk je pa dosegel to in to. In to je dočakal in sva To mi daje poseben zagon. No. Jaz sem vedno znova, zdaj za ta podcast, ki v resnici se sam odločam, koga želim, ali pa sem se velikokrat prej odločil, tudi mogoče z enim vprašanjem, ne vem,
Ne, da bi jaz zdaj razlagal, jaz pa mislim, da si ti čuden, ali pa jaz pa mislim, da ti nisi postavljen, ali pa tako. Ampak vem, da sem velikokrat bolj lahkotno, ne. Tudi danes se mi zdi, da bolj brskam po tem, kako ti razmišljaš, imaš nekaj zelo takih, kako se reče, ultra delujočih odgovorov, ampak vseeno se mi zdi, da odzadaj za vsem tem, kar berem v rumenem časopisu, odzadaj za vsem tem je nekdo, ne. Nekdo, ki ga vendarle se te stvari dotaknejo, ga prizadenejo. In Seveda. tule me zanima, kako to sam sebi, a rečeš, pač to je tam ena druga zgodba o meni, ke nisem jaz. Jaz se na koncu dneva smejem, jaz na koncu dneva dam denar v žep, ne. Ali kako sam sebe, pelješ čez te izzive oziroma čez te situacije? A se sam s sabo pogovarjaš, imaš terapevta, ne vem, najboljšega prijatelja, najboljšo prijateljico, a veš, kako hendlaš to? Veliko govorim, veliko se pogovarjam z ljudmi, ki so mi seveda blizu, pa 2-urni sprehod vsak dan. Ampak vsak dan. Sam s sabo? Sam s sabo, popolnoma sam, brez telefona, brez motečih faktorjev. Mislim, da me to kar polni. In najprej recimo tudi moja žena tega ni razumela, a ne. Saj jaz sem tvoja opora, saj ti meni lahko vse poveš, saj jaz sem tukaj zate in ti zame. Jaz sem enostavno izsilil, dobesedno izsilil te 2 uri zvečer z čepico na glavi, z sončnimi očali samote. In to neizmerno potrebujem. Da, tako kot sem povedal, da me nič ne bi prizadelo, jaz nisem robot, seveda me prizadanejo stvari. In seveda mi je včasih tudi hudo. Hudo pa mi je zato, ker se ljudje ne zavedajo, kaj lahko sprožijo z nekimi tako zelo, bom rekel, kar ogabnimi stvarmi, in koliko človeka ne poznajo in ne poznajo, po kakšni poti je šel, vsak ima svojo pot. In ne poznam človeka, ki bi pa rekel, meni je pa bilo lahko. A ne? Zato pa jaz toliko bolj spoštujem, ker sva prej govorila, kako jaz gledam na glasbenike, recimo z veliko od njih tudi, recimo, ko se srečamo, tudi sodelujemo, ne, na teh prireditvah, in moram reči, da so zelo eni lojalni ljudje, ne moram pa reči, da so skozi mojo dolgoletno kariero bili zmeraj lojalni do mene. Greva še malo nazaj v zakon. A zakon mora imeti tudi svoje skrivnosti, a partnerja v zakonu, ti misliš, da morate imeti svoje skrivnosti? Zato so pa prijatelji. To se mi pa zdi, da je treba malo ločevati. In jaz tudi zelo, Maji vedno rečem, imejte svoje prijateljice in vaše pogovore. Tako kot imam jaz svoje. Jaz tako svoje prijatelje in svoje pogovore. Tudi za nazaj gledano, ne, preden so se midva z Majo poznali. Jaz še imam recimo prijatelja, znanca, prijatelja pravzaprav, bom kar rekel prijatelja iz jasli, ker sva 40 let, zdaj sem pa povedal, koliko sem star, 40 let, še zdaj nerazdružljiva, imamo vsak svojo družino in se še zmeraj pokličeva, ko se potrebujeva, to ne pomeni, da vsak dan. To so stvari seveda, ki sva jih midva doživela. Novi ljudje, ki prihajajo v moje življenje, smo mi nekaj doživeli in to je interakcija med nami. Prav misliš, da je potrebno imeti? Zelo potrebno, zelo potrebno. Kaj pa laži? Jaz sicer nisem za laži, sem pa za bele laži. Okay. Pa je zdaj to lahko, mogoče se malo tako sliši, ampak partnerja, če veš, da ga nekaj malo spravi iz tira, ali pa da bi ga to zabolelo, kakorkoli. Se pravi, nekaj pa zamolčim. Tako. Če pa vpraša, pa povem. Zmeraj vpraša. In vedno poveš. Zmeraj vpraša in zmeraj povem. Okay. Na koncu dneva potrebna neka samorefleksija v tem smislu, kaj sem danes naredil v redu, a sem danes bil dober do ljudi okoli mene, a sem danes bil pošten do ljudi okoli mene. Rabaš to na koncu dneva preveriti sam pri sebi, na tem sprehodu mogoče? Mogoče ne na koncu dneva, ampak enkrat na teden pa naredim tudi eno selekcijo, koga recimo obdržati, pa koga dati mal na stranski tir iz ljudi, ki prihajajo v moje življenje. Tudi to je pomembno, da bi se jaz zaprav spraševal, če sem dober človek, mislim, da to ni potrebe. Naravnan sem tako, da mislim, da ne škodujem ne za svojim delom, ne za svojim razmišljanjem nikomur.
Kvečemo sem en terapevt, kjer lahko ljudje na meni zdravijo mogoče svoje komplekse. Je ta, rad vidim, da se mi smejijo. Rad vidim, da se skupaj smejimo temu liku. Ok, to je zdaj drugače. Rad vidim, da se mi smejijo, ali pa rad vidim, da se skupaj smejimo, ne? Ja, seveda je razlika, ampak meni, ko pridem jaz na nastop, 2 minuti rabim, da publiko preskeniram in točno vem, komu bom kaj rekel. In zmeraj pade to na plodna tla. In še tisti, ki rečejo, te absolutno ne maram, pridejo potem po avtogram. Po nastopu. Zakaj pa misliš, da? Jaz mislim, da to pač ne more biti naučeno. Da je to bilo položeno v zibelko. Da to so pač ti talenti, a ne? Da ti ljudi prepoznaš in veš, kako z njimi ravnati. Ampak, če jaz vidno tebe ne maram, ne? Če ti vidno dajem na znanje, Te pustim pri miru. Aha, me boš pustil pri miru. Boš ti prestopil. Ne greš v... Brez skrbi. Ampak, ne greš tja, kjer čutiš... Ne, nikoli, niti mi ni treba. A si kdaj nespoštljiv? Nikoli. Zmeri raj ignoriram zadevo. Zavedam se, da naredim krog lahko, a ne? Zmeraj vsak lahko naredi krog. In sem tudi vesel, če ga kdo krog mene. Načeloma se pa ne smešim na področjih, kjer čutim, da nisem zaželen ali pa nisem doma. Se držim svojega in svojih smernic, seveda pa prepuščam in pustim mnenje vsakega posameznika, da ga izrazi. Je pa tudi res, da mi ni treba poslušati vse, kar si ljudje mislijo o meni. A pa bi rekel, da si tako in the face, da si nekdo, ki mi boš povedal tisto, kar čutiš, kar misliš, a boš to zavil v celofan, a boš poskušal meni dati občutek, da sva v redu, pa boš, ne vem, pri sebi razmišljal drugače, a si nekdo, ki direktno konfrontira, ali... Zdaj se mi zdi, da po teh letih se mi ne da več. Ne rečem, da je bilo zmeraj tako, ne? Sem zavijal besede v celofan. Zdaj pa, če je ne, recimo, je tudi tak ne, da ga razumeš. Da za tem ne stoji tudi nek argument. Nikoli ne rečem, to me ne zanima nasvidenje, ampak zmeraj povem, zakaj. Ali mogoče ni pravi čas, ali me ta zadeva ne zanima, ker ne sopada z mojim razmišljanjem, kako pa bi lahko drugače to zapeljali, a ne? Zmeraj je ta ne, ga nekako obrazložim, da bi pa zdaj jaz prav igral nekaj, kar mi ne bi bilo všeč, ali pa da bi nekega človeka poskušal na lep način zavrniti sam zaradi tega, ker mi neke stvari ne ugajajo, zmeraj povem tako, kot je. Da razumejo ljudje. Mislim, velikokrat tudi ne razumejo, no. Ampak to ni več moj problem. Do kje pa je tvoj problem? A se ti zdi, da lahko to mejo postavimo? Ne mislim zdaj sem konkretno ti, ampak... Meje absolutno. A meje pa je treba postaviti vsak pri sebi. In se mi zdi, da so z leti moje meje zmeraj bolj jasno začrtane. V pogovorih, v tem, kar jaz želim, tudi sam pri sebi si postavljam meje, ne samo pri drugih, ne, sej zakaj bi pa jaz ljudem postavljal meje, seveda, če sega v moj manevrski prostor, absolutno, ali pa začutim, da je moje dostojanstvo ogroženo, takrat se postavim sam zase, sploh pa, ko gre za mojo družino. Takrat pa 2-krat, 3-krat sem že prav se posvetoval ali najel odvetnika, da je mal poslal kak dopis, nikakor se jaz nikogar ne bojim. A ne, da bi na tak način kdo pometal z mojim imenom. Takrat, ko se počutim ogroženega, takrat, ko vem, da je narejena krivica, takrat absolutno odreagiram. A je kakšna tvoja misel ali pa tvoje dejanje, ne vem, lahko narobe razumljeno, pa boš to poskušal popraviti? Se znaš opravičiti? Absolutno. Absolutno sem človek, ki je zmeraj za dialog. Se je že zgodilo, da sem se opravičil, seveda, kolikrat sem se pa že opravičil, kolikrat sem pa
požrl ponos, ne? Ampak da se pa opravičim, pa moram sam vedeti, sam pri sebi, da sem naredil neko napako. In jo velikokrat naredim in se tudi velikokrat opravičim. Če pa stojim za tem, da želim seveda se vedno pogovoriti pa povedati, zakaj sem jaz v tistem trenutku predvsem tako čutil. Zakaj sem potegnil takšno potezo ali pa izbral takšne besede, kot sem jih. Če se ti počutiš zaradi tega užaljenega in jaz vem, da nisem naredil namenoma, ali pa še zmeraj stojim za svojimi besedami, takrat se ne opravičim. Sem se pa velikokrat že. To je nekaj, kar... Ja, pa tudi v efektu. Za kar je treba imeti jajca, ali kako se reče. Ja, moraš biti kar pogumen za to, da priznaš, da nisi... jaz zmeraj rečem, to je samo en prehod. Mi smo tukaj trenutno. Misliš? Ja, jaz mislim. Kam pa gremo? Verjamem v večnost. A res? Ja, v to sveto verjamem. Ja. In zato se počutim tukaj si zelo samo. veren? Veren sem, nismo fanatični, sina sem tudi vzgajal v tem duhu, ker zdi se mi, da je lažje živeti za vero. Jaz nikoli nisem razumel ateistov. Verjameš v dobro ljudi, verjameš v naravo, verjameš v vesolje, verjameš v Boga, verjameš v družino, verjameš v nekaj. V nekaj verjameš, kar ti pomaga pri načrtnem sesuvanju. In meni je z vero lažje živeti. Jo pa interpretiram malo po svoje, to je pa res. Kako po svoje? Meni bom kar takole rekel, nismo dosti v cerkvi, so mi pa ti prazniki, ne, ki pravzaprav še prihajajo, mi je pa lepo, da moj sin ve, zakaj pospravljamo smrečico, zakaj dobi darila. In zakaj barvamo pirhe, mi je lepo, da ve, da to slovensko tradicijo konec koncev, ki sem jih od svojih babic in prababic pravzaprav dobil, da to prenašam na svoje potomce, na svojega otroka in da ve približno, zakaj se te zadeve dogajajo. Konec koncev pa se mi zdi, da je, bom kar rekel, Jezusu Kristusu bila narejena največja krivica tega sveta kot zgodovinske osebnosti, samo zato, ker je imel svoje razmišljanje in ker mu je publika sledila in mu verjela, so ga križali. To je moje mišljenje. In jaz imam v dnevni sobi čez celo steno Kristusa pod križem ene umetnice ukrajinske, ob kaminu in me tako me spominja na to, koliko ljudi je skozi zgodovino pravzaprav bilo po eni krivici obsojenih samo zaradi njihovega razmišljanja. Ali zato, ker so jim ljudje sledili in so že predstavljali neko nevarnost, a ne neko nevarnost ljudem, ki so bili drugačnega mišljenja. Po sebe lahko tudi kdaj vidiš v obleki Jezusa mogoče Kristusa? Ja, nisem ravno odrešenik, no, za koga pa že. Tako previdno pogleduješ stran takrat, kadar rečeš. Ja, pogledam ekipo, se zabava v mojih odgovorih. To ti je pomembno. Zelo vidiš, ne morem iz svoje kože. Dobro, jaz mislim, da ni božjega načina, kako končati kot ob ukrajinski avtorici Jezusa Kristusa čez celo steno. Ne vem, če bi takrat tabloidi bili, a misliš, da bi Kristus bil na naslovnici? Seveda bi ga pribil na naslovnice vsak teden, ne samo na križ. Damjan, neskončno vesel sem, da si bil moj gost. Hvala lepa, z veseljem. Moji prijatelji iz Ave Mede Lepo. so te podcrkljali. Super. B-kompleks mava. Ja, to se zdaj rabi, odlično. Ja, veš, to se Hvala. mi zdi, da je to nekaj, kar je osnova za to, da boš lahko Ja. poskrbel zase. Pa jaz mislim, da malo hidrobiotik kreme za podučki Nikoli ne škodi. nikoli ne škodi. Ne Hvala glede na lepa. to, koliko je ura, pa kje smo. Hvala. Damjan, hvala in Z veseljem. srečno in vse dobro. Hvala enako. Na mojem Abrahamu se pa vidva, ali kako, valjda, da prideš. A je to še koliko 10 let? Ja, ne 15, ampak 15 se mi zdi, da je fajn Pa- zdaj rezervirati. Pridem. Prideš. Srečno.